ploščni kondenzator. Spomnimo se, kaj vse smo povedali okrog ploščnega, predvsem na tisto opozarjam, da je veljavnost tiste preproste formule za poljsko jakost omejena resnično na ta vmesni prostor. Da imamo na robovih tako imenovano stresanje, ki ga ta enačba ne pokriva in je za nas zaenkrat, bi rekel, ena taka neznanka in se o tem tu ne bomo pogovarjali. Dovolj je, da se tega zavedamo. Torej, zdaj bi jaz pravzaprav to kar skiciral, tako kot smo nazadnje imeli. Torej, presežki plusov, presežki minusov, torej o teh porazdelitvah naboja po površini prevodnih teles, o tem bo itak tekla daljša debata, tako da to preskočimo. Rekli smo, če se pomaknemo z robu tega kondenzatorja v notranjost, približno za razmak med ploščama, smo že nekako v coni homogenosti. Se pravi, če je tole reda velikosti nekako d-ja, d je pa razmak, potem smo že v področju skorajda homogenega polja, ki ga pravzaprav pooseblja tudi tale slika silnic. Torej, če imamo tole orientacijo x, pa morda na sredino postavimo še os y in z, y, z, takole. Potem je v tej coni homogenosti električno polje v x smeri in z gostoto oziroma z jakostjo epsilon, sigma z epsilon nič, pri čemer je tule zdaj ta naš naboj, sigma in na tej plošči minus sigma. Rekli smo tudi, da se na robovih ne zgodi samo deformacija polja, ampak je tudi gostota naboja tam večja. Tudi tega na tem nivoju ne moramo vrednotiti, to boste morali pač vzeti v zakup kot hvaležno informacijo. Tako, to se pravi, vse, kar bomo počeli, velja pravzaprav za ta prostor, ampak če sta plošči blizu glede na svoje izmere, mi smo takrat govorili o izmeri L1 in tule o izmeri L2, se pravi, če je D dosti manjši od L1, L2, potem pravzaprav tista formula lahko rečemo, da velja v predežnem delu prostora, tam, kjer je pač zadeva aktualna. Morda samo kakšen procent, 2 zgubljamo s tem, ko nimamo zunanjosti primerno pokrite. Tako, ja. Zdaj pa, kot rečeno, še nekaj o potencialu. Torej, tole sem sredinsko postavil in zdaj, če imamo v mislih tole enačbo, da je potencial v neki točki enak 1,4 pi epsilon, to se pravi, če imamo v mislih to splošno formulo, potem lahko morda kaj rečemo o potencialu simetralne ravnine. Bi kakšen upal kaj reči na podlagi te formulce, kaj je s potencialom na simetralni ravnini? Enak čemu? Ja, pravilno, na vsej ravnini je enak in kolikšen? Kar na glas. Polovica česa? Ja, gledajte, tule pomeni seštevati prispevke nabojev na teh dveh ploščah na nekem mestu. In če je to mesto simetralna ravnina, potem jaz lahko vedno k temu naboju vzamem tale naboj in njuna prispevka na tem mestu sta vedno za predznak različna. To se pravi, paroma so prispevki enaki nič. En prispeva 1 volt, drug pa minus 1 volt. To se pravi, vsi ti pari rezultirajo v potencial nič. To se pravi, da je V
pri x je nič enako nič. Brez da karkoli računamo, ker smo se nekako simetrično postavili med ta dva plus minus naboja. Ne? Prispevki z desne kompenzirajo prispevke z leve. No, verjetno ni težko videti, da bo potencial za x, ki so manjši od nič, verjetno pozitiven, potencial za x, ki so večji od nič, bo pa negativen. Ne? Če bomo na levi strani, smo bližje plusov, to se pravi, bodo deleži plus nabojev močnejši, ker so razdalje manjše. Ne? Tako. No, to je to in zdaj mogoče določimo to zadevo. Vzemimo tukajle dve točki. Jaz bom to označil kot točko T0, to se pravi na koordinati x je nič. Tole naj bo pa neka točka T, ki je na koordinati x. Potem je potencial v točki T0 minus potencial v točki T enak, to se pravi razlika potencialov ali napetost med tema dvema točkama je enaka integralu poljske jakosti v splošnem. Ne? To je integral poljske jakosti od točke T0 do točke T. Ne? Torej, zapisali smo pravzaprav neko splošno relacijo, zdaj jo bomo pa konkretizirali. Ne? No, tole bo naš potencial nič, to smo ravno kar ugotovili. Tole je pa potencial kot funkcija x-a, to se pravi, verjetno se bo z x-om zdaj ta potencial spremenil, levo-desno. No, ta dva vektorja sta vzporedna, tako da lahko tole dalje pišemo. E imamo, E je v x smeri, to se pravi, bomo pisali sigma z epsilon nič. Tukaj pa zdaj vzamemo, kaj pa vem, nek delček, jaz bom napisal dx kača. To se pravi, kot en diferencial na tej daljici. No, seveda integrirati moramo pa od te točke do te, to se pravi, da mora preleteti, tale x kača mora preleteti razdaljo od nič pa do x-a. No, to pa je enako sigma z epsilon nič, to je integral konstante, to je sigma z epsilon nič krat x kača na zgornji spodnji meji, to se pravi, je to enako sigma z epsilon nič krat x. No, tole moramo vzeti in pa tole moramo vzeti. In če vse skupaj potegnemo, potem je v za x-e, ki ležijo med nič in d polovic, se pravi, tukaj not smo na tej desni strani, na sliki, to se pravi, potencial za x-e, ki so tukaj vmes. In dobimo kaj? To se pravi, tale potencial, tole je nič, ta potencial je enak temu, pa še ta minus upoštevamo, se pravi, je to enako minus sigma z epsilon nič krat x. Takole. No, verjetno ni težko videti, če bi tukaj točko na levi strani vzeli, bi dobiti pravzaprav enak rezultat, tako da lahko rečem, v za x-e med obema ploščama, to se pravi med minus d polovic in d polovic, je enako minus sigma z epsilon nič krat x. No in zdaj, če bi to morda narisali, minus, pardon, takole bom vzel, minus d polovic, tole je x, no in, malo lepš morda, takole. No, kaj pa je to za ena funkcija? Minus konstanta krat x, to je pa linearno padajoča funkcija. Se pravi, takole nekako.
tale vrednost in tale vrednost sta zdaj kolikšni? Sigma z epsilon nič d polovic, no bom takole mogoče zapisal, sigma d z 2 epsilon nič, tukaj imamo pa minus sigma d z 2 epsilon nič. No, in to, kar smo tukaj risali, je pač za pozitivne naboje, a ne? Ampak zdaj to ni pomembno. Takole. No, zdaj pa še nekaj. Glejte, zunaj teh plošč smo pa zadnjič rekli, zunaj teh plošč je pa E praktično nič. To velja tu za ploščama. Tukaj v tem robnem delu seveda ne velja ne eno, ne drugo. Ampak tukaj odzad za ploščami, a ne, je pa tako. In zdaj, gledajte, če bi bil tale E res enak nič, če bi bil res E enak nič, potem bi potencialna razlika med katerimakoli dvem točkama tule v levem prostoru bila enaka nič. Se pravi, če sem jaz v prostoru, kjer je polje nič, je potencialna razlika dveh točk enaka nič. Se pravi, bi bil potencial takle. In tule bom tole predstavil, minus sigma d z 2 epsilon. Torej, tole bi bilo v primeru, če bi bil E enak nič v zunanjosti. Ker pa E ni enak nič, se zgodi takale zadeva. No, jaz bom tole raj črtko naredil, a ne? To bi bilo v idealnem slučaju, sicer je pa potencial takole padajoč. E je nič, tukaj je pa E dejansko različen od nič. Torej, tole je realistično stanje, ne? To se pravi, če imam jaz dve plošči, ki sta zelo blizu, je potencial v tem osrednjem delu praktično linearna funkcija. Zunaj je pa polje rahlo različno od nič, to se pravi, da potencialna razlika ni enaka nič, ampak se dogaja tudi spreminjanje potenciala zunaj in to gre pač proti ničli. Kar je pravzaprav spet nekako skladno z našim razumevanjem. Ker če imam jaz dve plošči in na ti dve plošči pogledam oddaleč, potem sta ta dva naboja praktično enako oddaljena do tiste točke in vsak prispeva potencial, ki je za predznak drugačen. Se pravi, da mora biti na koncu potencial v neskončnosti enak nič. Ne? Torej, tili poteki so nekako pričakovani. Tole bi bilo pa idealno, ne? To je pa idealna situacija, to se pravi, če bi imel res dve neskončni steni. Potem bi bilo polje zunaj nič in tudi potencial bi ostajal konstanten zunaj. Tako. No, seveda, napetost med levo in desno ploščo, če kar takole označim, ali pa bom velike črke uporabljal LD, levo-desno, to je potencial leve minus potencial desne plošče. Potencial leve vemo, kaj je, to je sigma d z 2 epsilon nič, desne pa minus sigma d z 2 epsilon nič, to se pravi, da je to enako sigma z epsilon nič krat d. No, to pa lahko pišemo tudi kot ex krat d. No, to je pa verjetno tisto, kar vi že iz gimnazijskih uric fizike poznate, ne? Da je poljska jakost med ploščama napetost med levo in desno deljeno z razmakom med njima. Ne? Se pravi, poljska jakost približno pač zato, ker imamo te robne učinke in pravzaprav to ni čisto res, ampak je res, vse bolj res, če sta plošči
še bliže in še bliže. Takole. No. Zdaj, če bi vzeli površino plošč S, to je ta tlorisna nekako površina plošč, a ne? In če bi te robne učinke spregledali, potem je naboj na eni ali drugi plošči je sigma krat S, ne? To se pravi tista osrednja gostota naboja, ne, na sredinskem delu krat površina plošč. Tako, no, iz česar sledi, da je tale naša napetost med levo in desno, to je napetost, kratko malo tudi, kar zapišemo, napetost med ploščama, je zdaj enako sigma z epsilon nič, sigma pa pišemo kot Q deljeno z S deljeno z epsilon nič D. No, in če v tale vogal spravim zaključek tega, vi verjetno ste pri fiziki tvorili tudi tale kvocient naboja na ploščah in napetosti med njima. To se pravi, temu kvocientu rečemo kapacitivnost, označujemo s C in to je v tem našem primeru enako. Naboj deljeno z napetostjo je potem epsilon nič površina plošč deljeno z D. Seveda, ker smo tukaj zadevo imeli približno, je tudi tole približno. To se pravi, izraz za kapacitivnost ploščnega kondenzatorja, epsilon nič površina deljeno z D, je aproksimacija. In dobro velja, če sta plošči blizu, to se pravi, če velja ta odnos. Ko ta odnos začnemo kršiti, rečemo, da bi bile to plošče kvadratnega metra, narazen sta pa, kaj povem, 20-30 centimetrov, vi boste imeli na vaji, boste imeli ta ping-pong, vi boste imeli dve plošči. In med tisti dve plošči boste priključili teh 200 megavoltov oziroma kilovoltov napetosti in vi boste kot oceno poljske jakosti morda vzeli tole. Ampak se moramo zavedati, da je to zelo groba ocena, ki podrazno ne ustreza resnici. Lahko rečemo samo velikostni razred, morda na 10-20% točno.